Na današnji delavnici Najdi svoj izraz smo želeli v Mladinskem centru Hrastnik in v organizacijski ekipi Slovenske note vse finalistke spodbuditi k temu, da razmislijo, kdo so. Za njih smo pravzaprav pripravili 3 take večje sklope delavnice. Prvi je bil ta, da so se spoznale kot osebe, da so pravzaprav drugi povedale svoje močne, šibke lastnosti. Delovni listi so bili res zelo zastavljeni, zelo psihološko, zelo poglobljeno, verjetno tudi kakšno vprašanje mogoče preveč zahtevno za deliti, preveč intimno deliti, ker so na vse zadnje še vedno neznanke drugi oziroma postajajo čedalje manj neznanke, pa vendarle. Ampak menim, da so se uspele sprostiti, menim, da so uspele povedati iskreno drugi. Če pa že niso mogoče, če pa katera ni upala povedati tistega, kar res čuti v srcu oziroma kar res misli, pa menim, da smo vsaj dosegli to, da je v mislih premišljevala o teh lastnostih in jih se pravi sedaj ozavestila. Drugi del delavnice je bil namenjen gledanju in poslušanju njihovih pevskih idolov in pravzaprav premišljevanju o tem, kakšne bi tudi one kot pevke rade bile. Tretji del je bil pa v bistvu namenjen k temu, da so se tiste pogumne sklenile prebrati svoje napisane pesmi, tiste mogoče, ki pa še nimajo nič napisano, da so pa vsaj začele razmišljati v smeri, kakšno pesem bi pa one želele imeti. Letošnje leto je prvo leto bila delavnica, prvo leto smo jo izvedli, tako da bomo njene učinke lahko spremljali zdaj čez celotno leto. Srčno upam, da je bila delavnica namenjena res temu, da so se med seboj povezale, vzpostavile ene pristne vezi, tudi pristna prijateljstva. To mislim, da že nakazujejo to, da so se po delavnici delale selfije druga z drugo in se tegale na storijih. Mislim, da je to že nek tak pokazatelj tega, da se čutijo pripadne, povezane. Absolutno je pa namen delavnice še bolj pomemben, kakor to, da so se spoznale, predvsem to, da bo potem po slovenski noti, da se bodo udejanjale, ustvarjale, objavljale priredbe, objavljale svoje lastne pesmi in delavnica bo uspešna, bomo videli šele takrat, ko bomo mogoče čez leto, 2, 3 spremljali, koliko so dejansko ta njihov izraz uspeli odkriti in potem tudi zbrati pogum, da ga pokažejo, ker mislim, da je delavnica današnja pokazala predvsem to, da tudi če imaš izraz, da rabiš predvsem pogum, da ga pokažeš. Ja, v bistvu namen današnje delavnice je bilo, da bi se punce bolj poglobile v svoj izraz, da bi nekako še bolj odkrile, kakšne so, kdo so in kot osebe in kot izvajalke, ali pa da vsaj probajo iskati, ampak jaz mislim, da so skoraj vse v bistvu že nekako na dobri poti, da že neki tiskanček svojega izraza imajo in da se vidi. Tako da zdaj samo še treba delati na tem, postrajati. V bistvu ni to pomembna ta zmaga kot neka ta spoznanja, neko dejansko to druženje, da se nekako ker so v bistvu vse so v tem zdaj in samo one vejo v bistvu, kako se počutijo in lahko ta občutja v bistvu med sabo delijo in se mi zdi, da je zelo pomembno, da če hoče vsaka najboljši izrazi sebe, da se tudi podpirajo med sabo, ker je podpora res nekaj veliko, dosti pomeni. Zelo sem vesel, da sem danes poznal vse tekmovalke, vse finalistke. Moram reči, da so ena tako zelo pestra druščina deklet in da se nam obeta res dober finale. Vesel sem, da ste me povabili in mislim, da so punce ful uživale, ker smo res lahko iz prve roke tako govorila, vse, kar jih je zanimalo. Tako da je super. Zelo me zanima, katera bo zmagala, zato ker bo z vsako probala v bistvu dobiti to neko njeno zgodbo, najti njen izraz. Predvsem všeč mi je bilo, da so me tudi punce malo povrtale glede vsega in to je dobra stvar je, da ljudi zanima. Tako da ja, se veselim, super. Glih to je moje mnenje, da so v bistvu vse punce, vsaka je posebej zelo zanimiva, zelo drugačna, tako da imamo 10 različnih izrazov, 10 različnih zgodb in tako imeli bomo tudi 10 različnih nastopov in mislim, da bo izbira kar težka, Ja, vsem, ki pač ne bojo mogle sodelovati, bi rad rekel, da ne nehati, vztrajajte, z razlogom so bile izbrane med top 10, z razlogom ste bile izbrane med top 10, in da pač tista ena, ki bo pač prevagala tisti jeziček na tehnici, mislim, da bo mogla imeti nekaj ekstra več. Zdaj kaj, ne vem, ampak mislim, da znajo biti zelo zanimivi rezultati in se veselim, res se veselim tega.